Pisalo se je leto 2050. Rhys Lynx, ki je bil nadvse ponosen na svoj rjavi kožuh, ki je na soncu zasijal celo rdečkasto, krasile pa so ga tudi črne pike, je bil eden redkih, če ne kar zadnjih risov v Sloveniji. Še pred nekaj desetletji je bil njegov rod znan kot eden najmogočnejših rodov daleč naokoli. Ko je Lynx pohukal iz svojega brlogca sredi svetlega gozda, ki pa je bil tako svetel, ker je bil že tako razrečen, je najprej pogledal levo in desno, nato pa si je vzel čas in povohal po zraku, ali ni morda kje v bližini kakšen prišlek na dveh nogah, ki ga bo začel preganjati. Prejšnji večer je komaj ušel v skupini ljudi, ki se je podila po njegovem gozdiču. No, nekdaj njegovem. Obisk zavetišča za živali in posvojitev psičke Taše je leta 2008 spodbudil nastanek ekoknjige. Njena avtorica Alenka Žumber-Klopčič, direktorica in urednica energetike.net, je v zadnjih 3 letih zapisala preko 30 ekološko in tudi energetsko obarvanih slikanic za najmlajše. Ekoknjige nosijo pomembna okoljska in družbena sporočila. Na ogled so tudi v okviru razstav po slovenskih knjižnicah in nekaterih osnovnih šolah. Meni osebno to predstavlja ne samo nekaj, da se govori o naravi ali kakorkoli, ampak da se govori širše o okolju, o družbi, o nas, o odnosih. Zato mi je bilo tisto eko, tisto pravo. Knjigice so seveda izdane na recikliranem papirju, pa tudi to potrjujem, to eko usmeritev tudi z omenjenimi donacijami. No. Tudi recimo same knjigice so šle za dobrodelne namene v nekaterih primerih, recimo socialno ogroženim otrokom, del sredstev od prodaje namenjam, kot rečeno, zavetiščem, pa tudi, oziroma društvom za zaščito živali, pa tudi organizacijam, kot je na primer Humanitas, pa Križnarjev Hope in podobno. Ekoknjiga okoljsko tematiko na zabaven in razumljiv način približa že otrokom v vrtcih. Močna okoljska sporočila, ki jih avtorica podaja v sliki in besedi, so med najmlajšimi odlično sprejeta in kadar ji dopušča čas, avtorica svoje knjige najraje otrokom prebira kar sama. Da otrokom predstavljam fotovoltaiko, se pravi sončne elektrarne, vetrnice, tudi energijo rek. In to je bil na nek način kar izziv, no? Ampak mislim, da je uspelo, glede na to, da tudi iz ekipo energetike.net, kjer so te knjigice išle, tudi po vrtcih nastopamo oziroma izvajamo bralne urice. In te bralne urice so vedno zelo uspešne. Tako da otroci so navdušeni nad tem, no, kar počnemo. Tako da so v bistvu te nove generacije toliko odprte in tudi tehnologija jim je že v osnovi toliko blizu, da v bistvu to prenesu v nek literarni svet. Je bila svojevrstna izkušnja, hkrati pa tudi smo zelo zadovoljni z rezultati, no, z razumevanjem tega in sprejemom tudi tega našega hiška kot lika. To je v bistvu ena taka hiška, ki pa dobi, ne vem, eno poletje dobi sončno elektrarno, drugo poletje se seznani s tem, kako je možno izkoriščati geotermalno energijo in podobno. No. Mami, zakaj je naš oče legenda med volkovi, je nepričakovano vprašal volkuljo Tonko, eden od 5 volčičev, ki so šteli komaj 3 mesece. No, kje si pa to slišal? Se je malemu, ki ga je ravnokar bratec prekucnil na bok in ga začel igrivo gristi po vratu, nasmehnila mama. Neki konj je menda rekel neki kravi, da je volk Slavc prava volčja legenda, ta pa je to povedala drugim kravam, je skušal odgovoriti mali, a mu je bratec preveč nagajal. Tako mu je moral nekaj igrivosti vrniti, nato pa nadaljeval. Nato je ena od teh krav to povedala nekemu gadu in ta je nato siknil lisjaku. In potem je lisjak povedal tebi, je nejeverno podrezala van mama. Ne, naši sestrici, je mali pomignil proti mladi volkulici, ki si je lizala tačke, kot bi čez nekaj trenutkov nastopila na lepotnem tekmovanju.
Med projiciranjem človeškega odnosa do narave in živali Eko-knjiga v sodelovanju z Energetiko.net izpostavlja tudi projekt Modri svet. Povezovanje ogroženih živalskih vrst in konkretnih rešitev za njihovo ohranitev prikazujejo pobarvanke 6 slikanic, bombažne vrečke, broške in majice. Vse izdelke pa avtorica tudi podarja, sploh najmlajšim. Glavno vodilo Eko-knjige, izdaja otroških in mladinskih knjig za planet, udejanja tudi dobrodelnost. Del sredstev od prodaje, pa tudi same knjige, gredo društvu Humanitas, humanitarni organizaciji Toma Križnarja Hope in zavetiščem za živali. V zadnjih 3 letih je Eko-knjiga donirala 4000 evrov sredstev, kar je bil tudi eden izmed razlogov za prejem zlatega priznanja Celjskega sejma v ekosejemski kategoriji. Z letošnjim letom Eko-knjiga zaključuje z izdajo lastnih knjig, ter po besedah njene avtorice nadaljuje življenje z drugimi aktivnostmi in v bolj podjetniškem duhu. Po tej plati sem zelo zadovoljna in zdaj Eko-knjiga nadaljuje svojo pot z izdajo revije Eko-knjiga. Tudi vmes smo s tem začeli, z ekipo res čudovitih dam iz novinarskega sveta. No. In ta revija je brezplačna, zaenkrat je sezonska, no in s tem bomo nadaljevali, ampak pod streho Energetike.net. Tako da v bistvu so, bom rekla, prihodnje vode za Eko-knjigo bolj podjetniške narave. Morda bi izpostavila še to, da je knjiga od samega svojega začetka izhajala tudi v angleškem jeziku. Ja, nekatere knjige so prevedene v angleščino, ja. Recimo Pi, Zadnji polarni medvedek, Drugačna zgodba o hrastu. No in nekaj teh knjig je šlo celo v daljno Indijo, ker sem jih donirala preko tudi mecenke ene mojih knjig za osnovno šolo v Pijali. Eko-knjige, tako doma kot v tujini, živijo svoje poslanstvo in kljub dejstvu, da je slovenski založniški trg v škripcih, kar je čutiti tudi v odnosu akterjev na trgu, drugi trg, trg z malimi bralci, toplo sprejema okolju prijazne vsebine, ki pomembno bogatijo in krepijo vrednote današnje družbe. Ja, okoljska sporočila so v nekaterih zelo močna. Izpostavljam vse od, recimo krčenje gozdov, taljenje ledenikov, recimo odpadki, energija. Tako da teh področji je kar nekaj. No. V nekaterih primerih pa izpostavljam potem na drugi strani konkretno nujnost prijateljstva, bom rekla, nekih takih močnejših vrednot. No. Kaj je za vas Eko-knjiga v 3 besedah? Veselje, dobrodelnost pa sreča.